Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Občina Brežice 28. oktobra obeležuje svoj občinski praznik, ki zaznamuje ves oktobrski utrip. Praznovanja vrhunec dosežejo na predvečer občinskega praznika, ko že tradicionalno pripravijo slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri se poklonijo zaslužnim občanom. Na predvečer občinskega praznika so se v viteški dvorani Brežiškega gradu zbrali občani in gosti ter nagrajenci, ki so v preteklem letu pustili pečat v življenju občine. Marjan Černe, Marjan Žibert in Anica Butkovič so prejemniki letošnjih oktobrskih nagrad. Slednja jo je prejela za izjemno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine, turizma in izobraževanja. Takole, zdaj je to že malo za mano, ker to že vem, lep čas, bila sem pa presenečena, ampak bi se v tem trenutku zahvalila res vsem tistim, ki so prepoznali dejavnosti, ki sem jih upravljala in nekako to prenesli do tistih, ki odločajo o tem, tako da mi je bila danes veliko čast prejemti oktobrske nagrade. Ob tokratni slovesnosti so podelili tudi 3 priznanja občine Brežice, ki so jih prejeli Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, podjetje Posavci in nogometni klub Brežice 1919. To pomeni priznanje za klub, namreč čez celo zgodovino, ko smo zdaj ugotavljali, kaj je to vse pomenilo, ko so te začetki 1919 v Vrbini, pa potem, bom rekel, pred drugo svetovno vojno, pa potem ta razvoj do današnjih 100 let, smo videli, da je bilo mnogo vzponov, mnogo padcev. Tako da to je na nek način tak dober občutek, da delaš z mladimi, da delaš družbeno aktivno, da dejansko tekmuješ z drugimi okolji, da poskušaš dokazati, da si enak ali boljši od ostalih okolij, in to je tak neki izziv, pa hkrati 280 otrok, tak poseben dober občutek, da dejansko so otroci aktivni, ko jih vidimo danes na nogometnem igrišču ali ob njem, je res tak prijeten občutek delovati in biti aktiven v nogometnem klubu. Ob občinskem prazniku so se v Brežicah tudi ozrli na minulo leto in dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali. Sigurno vsako povoljeno leto je po svoje zanimivo, treba je konstituirati vse službe na nek način oziroma odbore, podžupane, in za mene je zelo pomembno, da se je občinski svet odločil za nadaljnje delo in sodelovanje. V letošnjem letu je bilo treba zagotoviti sredstva za dokončanje nekaterih naložb, ki so se začele že v lanskem letu. Prav tako me pa seveda veseli, da smo v letošnjem letu kar nekaj dodatnih dokumentacij za naprej naredili, tako imamo gradbeno dovoljenje za dograditev šole v Artičah in pa za vrtec v Osnovni šoli Dobova. Pripravlja se dokumentacija za kolesarske steze Brežice Čatež in pa Brežice Dobova. Prav tako seveda se nadaljuje z obnovo starega brežiškega mostu. Molan ob tem še dodaja, da se občina razvija tudi na gospodarskem področju. Moram reči, da je za nas letošnje leto izjemno leto, kajti to, da dobiš investicijo državnega pomena, strateškega TPV-ja, ki se je odločil, da bo v občini Brežice gradil novo tovarno, je sigurno nekako praktično kroma vsega dogajanja, ki se dogaja pri nas, in prepričan sem, da tudi to, da se na gospodarskem nivoju začelo razvijati, je plod dolgoletnih prizadevanj, predvsem od umeščanja industrijskih obrtnih con in pa seveda tudi ostale prostorske politike, in to je tudi eden večji dosežkov. Proračun za naslednje leto sicer še ni sprejet, a Molan predvideva, da bo ta približno takšen, kot je letošnji. Seveda treba povedati, da stroški občin se močno povišujejo, predvsem s tem, ko nam država z raznimi kolektivnimi pogodbami in ostalimi stvarmi dviguje stroške, tako da kljub temu, da se proračun vsako leto malo večji, ostane manj za investicije, vendar ne glede na to, jaz mislim, da občini Brežice smo v preteklosti uspeli pridobiti tudi marsikakšne lastna sredstva, od nuklearne rente do turistične takse, do konec koncev tudi koncesnine, od hidroelektrarn in pa še kar nekaj lastnih prihodkov, tako da še vedno, kljub temu, da občinam se v tem času oziroma zadnjih let ne godi najboljše, občini Brežice imamo neko osnovo, da lahko gradimo naprej. In da gradijo tudi mostove povezovanja, kot so na slavnostni seji večkrat poudarili. Definitivno pa tu občina, jaz mislim, da zelo na takem prostoru, kjer je pomembno sodelovanje, se moramo sodelovati
najprej znotraj občine, potem znotraj regije Posavje, tudi kot 67 km meje šengenske smo zelo vpeti z hrvaškimi občinami, pa tudi z celo Slovenije, tako da definitivno naša želja je sodelovanje. Glede na to pa, da mi smo ena od redkih občin, ki dobivamo direkt projekte odobrene tudi na Evropski komisiji, je pa potrebno to sodelovanje mostove še širiti, tako od bivših Jugoslavije do konec koncev zdaj smo imeli projekt z Nizozemsko, z Irsko, s Finsko, Francijo, tako da praktično občina Brežice postaja en mal center sodelovanja praktično cele Evrope. V Dobovi letos obeležujejo 200-letnico šolstva v kraju. Pri tamkajšnji osnovni šoli so v sklopu občinskega praznika ob tem odkrili doprsni kip akademika in jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča, po katerem šola od leta 2015 tudi nosi ime. V Dobovi 200. obletnici šolstva namenjajo posebno pozornost in skozi vse leto pripravljajo več dogodkov. Najprej so postavili etnološko zbirko, junija so pripravili osrednjo proslavo ob jubileju, zdaj pa so še postavili doprsni kip akademiku in jezikoslovcu dr. Jožetu Toporišiču. 200 let šolstva, imamo prednike, ki se jim je treba pokloniti, da so se 30 let po zakonu Marije Terezije, ko je uvedlo osnovno šolstvo, da so se zbrali in začutili potrebo, da je treba znati brati in pisati. No in prvi začetki šole so se začeli ne na tej lokaciji, ampak v osrednjem delu Dobove zraven cerkve. Pouk je potekal v kaplaniji. Leta 1877 pa so začeli graditi novo šolo, v kateri je pouk potekal vse do leta 1994. Tako da je že pred drugo svetovno vojno stala velika stavba, ki je še potem bila in služila še z dozitkom seveda še veliko let, dokler se ni zgradila ta šola. Se pravi, da se je šele v letu 1984 smo se preselili na novo lokacijo. En del razredni pouk je ostal spodaj še na stari lokaciji še kar 10 let. V letu 2015 so šolo poimenovali po rojaku dr. Jožetu Toporišiču. Ob preimenovanju šole so postavili spominski zid v avli pred knjižnico. Da bi vsem rodovom otrok pojasnili, kdo on je sploh bil, smo tudi to pojasnili z gesli iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, tako da smo pojasnili akademik, doktor, jezikoslovec in potem smo dobili nekaj del njegovih sinov in tudi drugih sorodnikov, ki so nam podarili knjige, ki jih je on ustvarjal in s katerih je črpal. Tako je nastal prvi del zidu. Na drugem delu pa so predstavili Toporišičev portret, ki so ga dobili ob 200-letnici šolstva v Dobovi. Ob odkritju njegovega doprsnega kipa so predstavili še del zapuščine, ki sta ga šoli podarila njegova sinova. Pomemben je njegov pisalni stroj, na katerega je do konca ustvarjal, kajti kljub vsem tehnološkim novostim je najraje delal na njemu. Nekaj slovarjev, ki so datirani zelo daleč nazaj in pa potem nekaj njegovih del in predvsem nagrade, ki so bile pač del njegovega življenjskega opusa. Dobovsko osnovno šolo, kamor spada tudi podružnična v Kapedah, sicer obiskuje 251 učencev. Letos pa ne praznuje le Dobovska šola, ampak tudi tamkajšnji vrtec, ki obeležuje 50-letnico. Pred nami je en poseben dogodek, imeli bomo prireditev o 50 let predšolske vzgoje v vrtcu, kot da namenjanja predvsem otrokom, zaposlenim in tudi staršem, vsem tistim, ki sodelujejo in ki so del te predšolske vzgoje. Učenci šole so ob odkritju spomenika pripravili prijeten kulturni program, slavnostni govornik pa je bil predsednik Slavističnega društva Slovenije, dr. Matej Šekli. V Brežicah so gostili 28. forum odličnosti in mojstrstva. Odgovore na temo spodbujanja nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva so iskali na 3 panelih. Prvi je bil namenjen področju vzgoje in izobraževanja, drugi področju kulture, tretjega pa so posvetili gospodarstvu.
V Viteški dvorani Brežiškega gradu so na 3 različnih panelih iskali rešitve za spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva. Prvega, ki so ga namenili področju vzgoje in izobraževanja, je vodila ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lupšina Novak. Nekako povezujemo rastočo knjigo s tem forumom odličnosti. Nekako se te vsebine prepletajo. In naše vrednote, ki jih promoviramo skozi rastočo knjigo, so nekako izpostavljene tudi na tem 28. forumu odličnosti, mojstrstva in odličnosti. Gre za vrednote, ki nakazujejo osebno in kulturno rast posameznika in družbe kot celote. To gre za zadeve o tem, kako razmišljamo, če znamo kritično razmisliti, če znamo presojati, če znamo digitalne kompetence pravilno uporabljati, če dopuščamo otrokom pravzaprav, da dajejo neke pobude, ki so na prvi pogled čisto neprimerne, ampak rekli so že stari modreci, da vsaka ideja je bila najprej zelo morda neprimerna, pa se je pa izkazala kot primerna. Na drugem panelu so se posvetili spodbujanju povezovanj na področju kulture in iskanju sinergije z gospodarstvom. Kjer ne govorimo samo o turizmu, ampak neki taki sinergiji, ki se mi zdi, da je izjemno pomembna in možna, kar dokazujejo številni recimo podatki. Tudi ta naš projekt Gradovi Posavja je en tak primer poti k odličnosti medsebojnega sodelovanja. Forum so sklenili s panelom, ki so ga naslovili Izzivi za pot k nadpovprečnosti. Sogovorniki so vsak svojega vidika razpravljali o možnostih in priložnostih v Posavju. Po naši analizi imamo v Posavju kar nekaj priložnosti. Če pogledamo, kje imamo še centre moči, tako imenovane, imamo kar polovico papirne industrije še v Posavju. Zelo močni smo v občini Sevnici na področju lesarstva, ker je en velik grozd s to dejavnostjo povezanih podjetij, in pa seveda po celem Posavju smo močni na področju kovinsko-predelovalne industrije in naše mnenje je, da bi v prihodnje lahko naredili velik napredek na teh 3 področjih. Po Goriškovih besedah imamo v Posavju več kot tretjino podjetij, ki dnevno živijo poslovno odličnost. So inovativni, so mednarodno usmerjeni, so odlični na področju dnevnih sprememb, nimajo težavi s kakovostjo. Skratka, ta podjetja se s poslovno odličnostjo ubadajo vsakodnevno, ne želijo pa se nekako promovirati. Zakaj ne, to težko odgovorim. Predstavnik strateškega odbora forumov odličnosti in mojstrstva Janez Gabrijelčič je izpostavil, da so forumi namenjeni ohranjanju nadpovprečnosti doma, v Brežicah, v Posavju. To pomeni, da želimo, da bi podobno kot so že naši predniki bili na skoraj vseh področjih življenja in dela nadpovprečni, ampak so delali v drugih državah. Zdaj naj to spodbudi in spodbuja nenehno naše ljudi in Brežicane, da so tudi oni sedaj nadpovprečni. Dejstvo je seveda, da v občini Brežice se trudimo predvsem zagotavljati kakovost, za katero si pa želim, da pride v odličnost na vseh področjih. Seveda o tem se največ mogoče govori v gospodarstvu, manj se pa govori v javnem sektorju in pa seveda v drugih dejavnostih. Zato seveda mi na občini spodbujamo odličnost tako seveda v javnem sektorju, v naših zavodih, pa tudi v nevladnih organizacijah, katere imajo vse bolj pomemben vpliv v občini Brežice. Molan še doda, da občina Brežice tudi s tem postaja lep primer odličnega razvoja v Sloveniji. V Brežicah so po enem letu, odkar v objektu nogometnega stadiona deluje Center za krepitev zdravja, simbolično namenu predali še dodatne prostore, ki so bili vključeni v drugo fazo projekta. Po 2 pisarnah, telovadnici in predavalnici, ki so jih odprli v lanskem letu, so v Centru za krepitev zdravja Brežice zdaj pridobili še 2 prenovljeni pisarni, uredili pa so tudi hodnik, kuhinjo in sanitarije ter stopniščno dvigalo. S tem bomo vsi kadri na enem mestu, tako bomo bolje povezani in bomo tudi lažje koordinirali delo. V Centru za krepitev zdravja izvajajo individualne svetovanja in preventivne zdravstveno-vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Izvajamo program za krepitev zdravja, ki je najobsežnejši
Izvajamo kratke delavnice, v katere se lahko udeleženci pridejo brez napotitve, in pa tudi daljše delavnice, katere potekajo v večjih srečanjih, katerih udeleženci potrebujejo napotitve diplomirane sestre oziroma zdravnika iz ambulante družinske medicine. Projekt nadgradnje preventivnih aktivnosti, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, se sicer letos zaključuje, a bodo nadaljevali z izvajanjem vsebin. Je pa vlada zagotovila sistemsko financiranje aktivnosti v okviru tega projekta iz zdravstvenega zavarovanja, zato bo tudi tim nekoliko nadgrajen in temu so namenjeni te dodatni prostori. Za izvajanje programa se bodo v naslednjem letu torej tudi kadrovsko okrepili, saj se jim bo povečal obseg dela. Kot sem že dejala, izvajamo program za krepitev zdravja, izvajamo pa tudi program priprave na porod in starševstvo. V želji za krepitev zdravja se povezujemo tudi z lokalno skupnostjo, tako da izvajamo delavnice tudi v podjetjih, v društvih in se povezujemo z osnovnimi šolami, delovnimi organizacijami. Vrednost obnove dodatnih prostorov je znašala 53.000 evrov, sredstva pa je zagotovila občina Brežice. Za nas ta center za krepitev zdravja je izjemno pomemben, ker smatramo, da je to tudi neki povezovalec med zdravstvenim ustanovam, predvsem pa tudi med društvom, ki veliko delajo na preventivi. In seveda ta center je velika pomoč. Me poveseli, da se je izjemno dobro prejel med občani, kajti vse več je koristnikov, ki to uporablja. Predvsem pa je pomembno, da smo prišli iz tistega zdravljenja, predvsem k preventivi, in center za krepitev zdravja dela ogromno na preventivi in jaz verjamem, da s tem bo predvsem prispevalo k boljšem zdravju in pa boljšem počutju naših občank in občanov. Brežiški župan je ob tem še dejal, da je center v občini potreben in pomemben za občane, saj je občina po starostni strukturi prebivalstva in po tveganju za bolezni nad slovenskim povprečjem, kar prinaša občini tudi nižji indeks razvitosti v primerjavi z drugimi. 10. oktober je Svetovni dan duševnega zdravja. Ob tem so v brežiški enoti Ozare pripravili dan odprtih vrat s kulturnim programom in razstavo izdelkov. Ozara Slovenija je nevladna humanitarna organizacija, ki ponuja različne oblike pomoči in podpore ljudem v stiski in s težavami v duševnem zdravju. Njihova enota deluje tudi v Brežicah s pisarno za informiranje in svetovanje ter z dnevnim centrom. Današnji dan obeležujemo kot Svetovni dan duševnega zdravja in to je vedno priložnost, da nekako opredelimo naše delo in aktivnosti skozi tekoče leto, ter da opozorimo na problematiko, s katero se srečujemo. V brežiški enoti so dan odprtih vrat poimenovali Kolesarimo za duševno zdravje. Pred 2 mesecema so se namreč priključili akciji Prekolesarimo svet, s katero so obeležili Svetovni dan samomora in ki se je v teh dneh zaključila. Danes je tudi priložnost, da svečano objavim, da smo v teh 2 mesecih na Ozari prekolesarili 744 kilometrov, kar je za nas zelo velik uspeh. Sleherna duševna motnja namreč vedno okrni voljo in je za njihove člane vsakršna aktivnost, ki vključuje telesno gibanje, precejšnji izziv. Sicer pa so se letos posvetili tudi pohodništvu, a to seveda še zdaleč niso vse aktivnosti, ki jih počnejo v Ozari. Zberemo se ponovno tam, okoli 9 zjutraj pridem, pa imamo tako aktivnosti, ponedeljek je ob 10 stanek, povemo, kaj se bo čez teden dogajalo. Ob torki so ponavadi bili sprehodi, kaj za nasip. V sredo imamo milita skupina, pol imamo v četrtek je skupina za samopomoč, spravljanje. Poleti imamo bazen, na razstave hodimo, predavanja imamo. Počnemo različne stvari, jaz prihajam tle že zjutraj ob 7, ko se odpre in skuham kavico in se podružimo, potem pa razni dogodki, ob sredi skupine, ob četrtki skupine, skupina za samopomoč, pomagamo en drugemu. Ja, pridem, pa se malo razveselimo, malo se pomenimo, pa tako, pa okolje, pa kamkoli bomo šli, pa vse tisto, ne. Hodim na 2 Ozare, v Osebnice in tukaj. In tukaj jaz neko komercialist, prodajam nekove stvari okrog.
in sem strašno zadovoljen. V letošnjem letu se v program Dnevni center vključuje 55 uporabnikov, 11 svojcev in 8 prostovoljcev. Sam program Dnevni center se načeloma vključujejo ljudje s hudimi oblikami duševnih motenj. Večina naših članov ima diagnozo shizofrenije, je tudi nekaj članov z bipolarno motnjo, depresijo, anksioznimi motnjami, tudi z demenco. Z vsem tem se srečujemo. V Posavju predstavlja pereč problem čezmerno pitje alkohola, velik je porast predvsem zlorabe alkohola in prepovedanih substanc. Pri mlajši populaciji pa zaznavajo veliko primerov odvisnosti od virtualnega sveta. Stigma, povezana z duševnimi motnjami, je manjša, poudarja Ferkova, a še vedno precej prisotna. Predvsem se srečujemo s težavami pri recimo vključevanju v kakšna delovna okolja, te imajo naši člani kar velike težave. Tudi pri hujših oblikah duševnih motenj so različna nehanja in posameznik si seveda želi, ko je v dobri koži, da bi bili vključen kot samostojen posameznik in v lokalno skupnost in bi rad deloval. V Ozari se zato trudijo svojim uporabnikom ponuditi storitve, ki bi jih opolnomočile in jim pomagale pri ponovnem vključevanju v okolje, v katerem bivajo. Dom upokojencev Brežice letos obeležuje 40-letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili slovesnost in na njej predstavili delovanje doma, v katerem prebiva 156 stanovalcev. Začetki organizirane oskrbe za starejše v občini Brežice segajo v leto 1979. V obdobju po letu 1975 so občine Brežice, Krško in Sevnica z združenimi sredstvi iz sklada skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so bila namenjena za gradnjo domskih zmogljivosti, sofinancirale izgradnjo domov upokojencev v Brežicah, Krškem in Sevnici. Vsi trije domovi so bili del enote Doma upokojencev Impolca. Se pravi, da Impolca letos v bistvu slavi dvojni jubilej v Sevnici in v Brežicah. Takrat je temeljni kamen oziroma vodenje tega doma Impolce bilo v rokah doktorja Gradišarja, Cveta Gradišarja, ki je vodil dom do leta 1983 in investitor takrat gradnje doma, sicer v starem objektu, je bila Impolca. Enota Dom upokojencev Brežice je pričela delovati 15. junija 1979 na Prešernovi cesti in s kapaciteto 90 mest. Leta 2013 so se preselili v nove prostore. To je bila v bistvu res prelomnica v tem smislu izvajanja sodobnih smernic strokovnega dela. Kolektiv je v bistvu prišel v novo grajene prostore z sodobnimi bivalnimi pogoji, tako da je dejansko dom takrat zaživel kot dom četrte generacije z gospodinjskimi skupnostmi in v bistvu je sam dom omogočil res višji nivo kvalitete izvajanja storitev. V domu imamo veliko aktivnosti, imamo veliko prireditev, dogodkov, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje redno potekata, zelo sodelujemo z lokalno skupnostjo. Vsi skupaj v domu zaposleni delo opravljamo strokovno, kvalitetno, prizadevamo si, da vsem stanovalcem doma in uporabnikom dnevnega varstva zagotavljamo občutek sprejetosti, varnosti. Mi smo veseli, da ta dom upokojencev bistveno več kot samo dom, je to neko sečišče večgeneracijskega centra, kjer se seveda tako stanovalci, zaposleni srečujejo tudi z ostalimi udeležniki v lokalni skupnosti, pa od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol do fakultete. Prav tako to zelo pogosto prihajajo tudi razna društva in pa tudi gospod župnik, ki upravi tudi mašo za tiste, ki želijo. Sodobni dom stanovalcem zagotavlja bivanje v 60 enoposteljnih in 48 dvoposteljnih sobah. Dom je resnično poln. Na eni strani smo zelo ponosni na to, ker to je en pokazatelj, da so naši uporabniki, svojci, vsi deležniki, ki vstopajo v dom, zadovoljni. 156 mest ima ta dom. Vse skozi pa seveda zasledujemo trend naraščanja vlog, potrebe so velike in v bistvu mi s temi kapacitetami skoraj da ne moremo zagotavljati vseh potreb. Zaradi naglega naraščanja števila starejših prebivalcev doživlja dejavnost domov po Sloveniji zelo pomembne spremembe, na katere se tudi v Brežicah po svojih močeh in strokovno odzivajo.
Brežiški dom sicer šteje 78 zaposlenih. Moram pa reči, da je v današnjem času, zdaj v tem trenutku, kadrovanje na tem področju velik izziv. Srečujemo se z mnogimi problemi, ki jih moramo največ se lotevamo z reorganizacijo delovnega procesa, sicer pa zaposleni so precej zaposleni, precej obremenjeni. Mi dostikrat opozarjamo na kadrovsko stisko, tudi na državo se obračamo. Upam, da bomo v prihodnosti imeli boljšo situacijo. Ob 40-letnici v Brežiškem domu upokojencev sicer pripravljajo niz prireditev, med drugim tudi Zlati glas Posavja, ki bo potekal v novembru. Ostajamo v domu upokojencev Brežice, kjer so v okviru 40-letnice delovanja na ogled postavili razstavo ročnih del članic ročnodelske delavnice. Aktivne članice krožka ročnih del doma upokojencev Brežice so v sklopu 40-letnice doma pripravile razstavo ročnih del. Ta delavnica ročnih del poteka predvsem zato, da si pokrajšamo čas. Naš cilj ni, da naredimo nek izdelek do konca, ampak da se res kvalitetno podružimo, da se imamo luštno, srečujemo se vsak dan dopoldan, od tam nekoliko, pol 10 do 12. Gospe se dnevno srečujejo v kreativni skupini, nekatere delajo tudi v svojih sobah. Svoje izdelke rade predstavijo javnosti, tokrat pa so na ogled postavile zares širok nabor. Od vezenih prtičkov, voščinic, pletenih nogavic, šalov in kapic, do gobelinov in vzglavnikov z različnimi motivi. Slednje izdelujejo iz volne. A vidite, takole jih postavim po barvah. Pa včasih so lepe barve, včasih so manj lepe, včasih imam tudi modro, zdaj modra je vsaka drugačna, pa nisem imela 3. Pa sem rekla, iz tega barve bi jaz nekaj delala. Zdaj pa, ko je to gotov, ki je sestavljen, pa šivam na uno stran, tako tesno, da ne bi vata ven prišla. Razstavljeni izdelki, ki predstavljajo zakladnico preteklih časov, so zahtevali veliko spretnosti, natančnosti, dobre volje in časa. A veste kaj, jaz sem en človek, ki nikoli v življenju ne vem, kaj je dolg čas. In sem skozi v službi delala in tako še danes delam, skozi delam. Naše stanovalke zelo rade delajo, res uživajo, polne so idej in meni kot mentorici skoraj nič ne ostane za delati, ker res same idejo dajo in tudi dokončajo izdelke, tako da res minimalno našo pomoč potrebujejo, da se taki izdelki, ki so danes tukaj na razstavi, res lahko predstavijo. In vsako leto najdemo nekaj novega. Gre sicer za tradicionalno razstavo ročnih del. Tako tradicionalno je že odkar dom, praktično 40 let je vsako leto razstava. Za te občinske dneve, ki so, pa potem zdaj pa, ko smo pa tukaj, pa pripravljamo še za novo leto, pa za Božič, hkrati pa potem še za Veliko noč. Tako da imamo 3 velike razstave na leto. V mesecu oktobru pa se vsako leto predstavijo kot gostje na sejmu rokodelskih znanj v Brežicah. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je bil kratek sprehod skozi utrip Brežiškega oktobra. Hvala za pozornost in nasvidenje.